tista poglavitna sestavina, o govoril v svojem referatu za kratkim, intrigantnim naslovom Revolucija in država. Prosim. Naslov je morda res kratek, vendar jaz ne bom kratek. Kajti revolucija je kompleksna stvar in jo je treba, država pa še bolj. Torej, najprej, kot bi rekel, opravičilo ali pa pojasnilo. Ne bom govoril toliko o Primorski in ne bom govoril o koncu vojne, ampak bom govoril o revoluciji in državi. Torej, o tem, kaj je pravzaprav vojna tudi prinesla. Začel bi z eno trditvijo, s katero se morda ne bo kdo strinjal, ali pa večino ne. Torej, trditev je, revolucija je sporna. Sporna je politično, ne pa dejansko. Kolega Godešar je že prej povedal o legitimnosti in legalnosti revolucije. Torej, druga trditev je lahko, revolucija je zato zanikovana, zanikana. Vprašanje je seveda, od koga je zanikana. Za koga je sporna revolucija in kdo je zanika. Sporna je vsekakor za tedanje in sedanje nasprotnike vsake spremembe, revolucije, kakorkoli pa že razumemo. In od koga je zanikovana, tukaj lahko ugotovimo, da je pravzaprav, da jo zanikajo ali je ne želijo priznati, pravzaprav tisti, ki so jo izvedli. Mnogokrat smo od starih partizanov slišal, jaz nisem šel v boj za revolucijo, jaz sem šel v boj za narodno svobodo. Ali ni tudi narodna svoboda, ki je bila dosežena v drugi svetovni vojni z narodno-osvobodilnim bojem, tudi bil nek obrat, premik ali revolucija, kakorkoli hočete. Zakaj vedno besedo revolucijo takoj povežemo z razredno revolucijo in s komunisti? Zakaj? Ali je to nekaj narobe pri nas, ali smo, bom rekel, sportirani že od splošnega mnenja, da je revolucija, kot sem na začetku rekel, sporna in nelegitimna. Torej, moja trditev je naslednja. Revolucija je povezana z državo. Povezava revolucije države v tem, da je pri nas bila revolucija pogoj, torej kot bi rekel včasih naš profesor Metod Mikl, sine qua non države, ali drugače. Brez revolucije, kakršna je bila pri nas v času druge svetovne vojne, v njenih pogojih države, slovenske države ne bi bilo. Revolucija in država v drugi svetovni vojni sta nerazdružljivo povezani, torej sta organska celota. Tako kot je organska celota narodno-osvobodilni boj in družbene spremembe, ki so bile v njem dosežene. Družbene spremembe pa se razumejo lahko tudi kot posledica revolucije. Torej, revolucija je del narodno-osvobodilnega boja. Danes mnogokrat čujemo tudi politike leve provenience, vključno s predsednikom države, z sorodnikom gospoda Pahorja, da moramo ločiti osvobodilni boj in revolucijo. To verjetno ni čisto tako enostavno. No, glavnem, dejstvo je, da je bila v času druge svetovne vojne in v pogojih osvobodilnega boja pri nas, torej v Sloveniji in v Jugoslaviji, izvedena revolucija. Bila je izvedena zamenjava oblasti, torej nosilcev oblasti, ki so se po koncu vojne, torej po svoji zmagi, prevzeli oblast. To je bilo značaj in bistvo revolucije v drugi svetovni vojni, prevzem oblasti. Oblast je osvobodilno gibanje izvajala že v času vojne, tam, kjer so vojaško obvladovali in prevladovali. To je bila ljudska oblast, danes postavljena, torej pisana pod vprašaj in pisana v narekovajih. Poglejte, sodobno pisanje je vedno ljudska oblast pisana v narekovajih. Vendar je bila oblast, v kateri so bili njeni nosilci drugi kot pred vojno, kar pa ne pomeni, da ni bila legalna in legitimna.
Tam, kjer je delovala uspešno, v korist ljudi, imela je pa tudi kot vsaka oblast svoje nasprotnike, pa tudi svoje napake. In na teh napakah so se njeni nasprotniki, torej nasprotniki partizanske oblasti napajali in najdli zase in za druge razlog za kontrarevolucijo in kolaboracijo. Revolucija izvedena v času vojne je bila pogoj za širšo celotno družbeno revolucijo za obrate v družbi, ki so sledili po koncu vojne. Revolucija v času vojne je bila v ozki povezavi z vprašanjem oblasti, torej z njeno zamenjavo. Z vprašanjem oblasti je bila povezana tudi kolaboracija. Proti revoluciji namreč v veliki meri nastopala kot kolaboracija. Pravi razlog zanjo je bilo vprašanje ohranitve oblasti, ne pa toliko ohranitev življenj in imovine, kot je pojasnjevan sedaj razlog kolaboracije in s tem njeno opravičevanje. S tem se je in se še vedno bolj razlaga samoumenost kolaboracije, njena pravica in nujo. Da, kolaboracija je bila nujna zaradi revolucije. To je res, ni pa razlog oziroma povod za kolaboracijo takšen, kot ga pojasnjujejo. Torej, samozaščita, če damo to samozaščito v narekovaje, pred revolucijo in pred terorjem je vsekakor bila in je še vedno dobro sredstvo, da se politična razlog kolaboracije, ta je bila politična, upravna in tudi vojaško prikrije. Domači nasprotniki odpore so se šli kolaboracijo, ta je imela več faz in podob, bila je jasna in javna in tudi prikrita, zaradi ohranitve starega stanja, zaradi ohranitve političnega in nasploh družbenega položaja. Enostavno so se naslonili za svoje namere na okupatorja. To pa je na njih zaradi svojih namer, torej boja proti odporništvu. Eni so v njej videli predvsem ideološkega političnega nasprotnika, drugi pa predvsem nacionalnega. Kolaboranti so videli v odporniškem gibanju ideološkega nasprotnika, okupatorji predvsem nacionalnega. Skupna je pa bila kolaboracija. Tako je pod italijanskim kot pod nemškim okupatorjem, ki je temu sledil. Govoriti pa o kakšni kolaboraciji, to je mogoče na tako imenovanem, govoriti pa je mogoče o kolaboraciji pravzaprav na ozemlju tako imenovane Ljubljanske pokrajine. Koliko je imela revolucija, kakršna je bila izvedena v času druge svetovne vojne pri nas, tako imenovani razredni razlog, je tega toliko bolj imela kolaboracija. Pa ne le kot odgovor, kot odziv na revolucijo osvobodilnega gibanja oziroma revolucijo za osvobodilnim gibanjem. Zaradi svojega razrednega pogleda na odpor okupatorju, na osvobodilni boj, pa so se še pred tem odločili proti njemu, torej proti osvobodilnemu boju, še predtem se je ta spor začel. In še bolj in manj jasno sodelovanje z okupatorjem. Kolega Godeša je prej omenjal Koroščevo politiko in vezanje na sile vsi, odnosno na nacistično Nemčijo. Pravzaprav je to že bila napoved kolaboracije takšno, kot jo je izvajal v Franciji maršal Pétain in je bil nekakšen, bi rekel, recimo temu vzor Koroščevi takratni politiki zadnjega njegovega obdobja pred smrtjo. Torej, iz razrednih razlogov so se odločili za politiko čakanja in na ugoden trenutek, da se oprejo okupatorji in od njega ponovno prevzamejo oblast. Nekako so se sprijaznili s tem, da so svojo oblast ponudili ali posodili, dali okupatorju v varstvo in so na to računali, da bodo v zanj ugodnem vojaškem položaju, torej ko bo okupator premagan s pomočjo drugih, vzeli iz tega varstva in z njo nadaljevali tam, kjer jo je okupacija prekinila. Tako so stvar videli predvsem v SLS, saj so se želeli vrniti na oblast, kakršno so imeli pred vojno. Njihovo sodelovanje z drugimi političnimi strankami je bilo taktično, pri čemer so imeli v mislih tudi
to, kako jih ne pustiti preblizu oblasti, kajti to oblast so si lastili, kot jim je bila dana od Boga. Sklicevali so se predvsem na uspešne, bom rekel, v narekovaju uspešne volitve leta 1938. V Jugoslaviji je bila v času druge svetovne vojne se zgodila revolucija. Drugače ni mogoče razumeti in pojasniti spremembe, to je nove oblasti in vsega, kar je ta kasneje počela. In kar se je upravičeno tudi razumelo kot revolucija. Popolni obrat, preokret, preobrazba. Bila je revolucija na političnem področju. Šlo je za zamenjavo politične oblasti, kar pa je nujen pogoj za izvedbo popolnih družbenih sprememb. Kdor ima namreč oblast, lahko vse podredi in podredi sebi, podredi svojim pogledom in svojim hotenjem. Družbene spremembe so se zgodile po vojni in to je bila posledica spremembe na oblastnem, torej področju oblasti, izvedenih v vojni. Zaradi vojne, kakršna je bila pri nas, torej osvobodilne vojne, politični dosežki narodnoosvobodilnega gibanja, to je imelo od vsega začetka jasen cilj glede zamenjave oblasti, sami po sebi še niso pomenili novega družbenega reda, bili pa so pogoj oziroma osnova za to. Vse se namreč vrtelo okoli oblasti, pojma in dejstva, torej oblasti. Oblast je bila osrednja točka revolucije in protirevolucije, osrednja točka bratomorne vojne, tako imenovane državljanske vojne. Vprašanje oblasti je vedno in povsod razlog državljanske vojne. Ta je pri nas bila imela lepotno napako, kajti ena stran v njej bila vezana na okupatorja in je poleg svojih političnih namenov služila tudi njemu in njegovim namenom. Namenom okupatorja, ki pa so bili nasprotnim slovenskim narodnim hotenjem, saj večine slovenskega naroda, tudi tistim, ki so kasneje trdili, da so se borili le proti revoluciji. Vprašanje revolucije njenega nasprotja. Proti revolucije se vrtelo okoli vprašanja oblasti, torej njene zamenjave. Osvobodilno gibanje je želelo doseči spremembo oblasti, njegovi domači nasprotniki pa so jih želeli ohraniti. Prvi so verjeli v to, da se staro ne more in ne sme vrniti, drugi pa prav obratno. Želeli so predvojno stanje, konzervirati so ga želeli tudi za ceno kolaboracije in z njo povezanim narodnim izdajstvom. Revolucija, kakršna je bila izvedena v okviru in pogojih osvobodilnega boja med drugo svetovno vojno v Jugoslaviji in Sloveniji, je bila pogoj države oziroma državnosti, kakršna je nastala v drugi svetovni vojni. To velja tako za obnovo jugoslovanske države, kot za nastanek slovenske države. Dejansko gre za osnovo sedanje slovenske državnosti, torej za samostojne Republike Slovenije. Oboje, torej obe državi, Jugoslavija in Slovenija, sta se zgodili ali, bom rekel, rodili v drugi svetovni vojni in pomenita eno bistvenih njenih posledic, pozitivnih posledic. Nastanek države je dosežek revolucije. Glede na to dejstvo nekoliko nespametno zanikati dejstvo revolucije, kajti s tem zanikaš tudi dejansko nekako obstoj, nastanek in obstoj države, na katero smo danes tako ponosni. Revolucija, ki je pomenila korenit obrat glede oblasti, kdo jo je imel in kdo jo je uporabljal za svoje politične cilje, je bila tako v jugoslovanskem kot v slovenskem merilu državotvorna. V jugoslovanskem primeru je šlo za obnovo države, ki jo je napad na njo, okupacijo in razkosanje glede ozemlja povsem uničil, v slovenskem pa gre za nastanek slovenske državnosti. Prvič za nastanek slovenske državnosti. Tu je treba povedati seveda, da recimo ime vlade, ki je nastala v Ajdovščini, ima zelo jasen naslov. Narodna vlada Slovenije. Tu je treba seveda razčleniti, tako je povedati, da narodna vlada ni mišljena nacionalna vlada, ampak mišljena ljudska vlada. Predvsem pa je bistveno to, da gre narodna vlada Slovenije, kajti Slovenija takrat nastane kot politični državni pojem, predtem je bila to geografski, etnografski, kakorkoli hočete. In stalni spori, ki jih poslušamo, kjera je bila prva slovenska narodna vlada ali tista iz leta 18 ali leta 45, je brezpredmeten. Kajti
leta 18 govorimo o slovenski narodni vladi, leta 45 govorimo o narodni vladi Slovenije. Slovenije kot države. Za novo kvaliteto, torej šlo pri državi, slovenski državi, za novo kvaliteto v razvoju slovenskega naroda. Dejansko je prvič v slovenski zgodovini, v sodobni zgodovini, ko je bil slovenski narod že ozaveščen pri sebi in pri drugih, dobila svojo državo. V tem smislu, ko je Slovenija iz zemljepisnega pojma postala državna tvorba, politična tvorba, država z vsemi značilnostmi zanjo, je bila revolucija osvobodilnega gibanja nacionalna, državotvorna. Nekaj takega kot tisto, kar imenujejo Američani ameriška revolucija ali ameriška revolucionarna vojna, ko so se borili za neodvisnost in nastanek ZDA. Tudi Slovenci so se morali v drugi svetovni vojni boriti za svobodo, ki jo je vzel okupator, in za svobodo, ki jim ni bila v predvojni jugoslovanski državi posebno omogočena, pa tudi za narodni obstoj, torej za obstoj naroda, glede na okupatorjevo politiko do njega. Ta boj za obstanek pa je imel tudi cilj ustvariti državotvornost kot izraz emancipacije in suverenosti, in ta slovenska revolucija je bila glede državnosti uspešna. V vojni, z vojno, osvobodilno vojno je uspela ustvariti svojo državo. Torej, državo z vsemi atributi državnosti, z ozemljem, suvereno oblastjo in ljudstvom. Kako razumeti revolucijo, kako jo pojasnjevati? Kakšna je bila revolucija, ki se je dogajala in zgodila? Bila je družbena revolucija, izvedena na političnem oziroma pravnem področju. Šlo je za zamenjavo oblasti. Ali je bila komunistična? Ne bi upal trditi, da je bila le komunistična ali pa samo komunistična. So pa bili komunisti, člani komunistične stranke na tako imenovanih komandnih položajih v osvobodilnem gibanju, vendar v času vojne niso izvajali neposredne komunistične revolucije. Vse, kar so počeli in kar je počelo osvobodilno gibanje, ni bila revolucija. Najmanj pa komunistična. Ni bila takšna, kot so nasprotniki osvobodilnega gibanja pričakovali in so si jo slikali, namreč, da bo odkrito razredna, da bo posegla v imovino, v vrednote, skratka, da bodo uvedeni skupni kotli ali celo skupne ženske. Ker tega ni bilo, in je bilo prav prišlo vsaka napaka ali, bom rekel, dejanje osvobodilnega gibanja, naprimer v zvezi s preskrbo tako partizanskih enot kot civilnega prebivalstva v tako imenovani partizanski državi, torej na osvobojenem ozemlju pomladi in poleti 42 na Dolenjskem in Notranjskem. Ko se je zaradi preskrbe posegalo v imovino zlasti tistih, ki so kaj imeli za potrebe preskrbe, torej vojske in prebivalstva. Mimogrede, vojno gospodarstvo, tisto na točke, tako imenovana racionirana preskrba, ima kot sestavni del tudi način pridobivanja tistega, kar se na to na točke razdeljuje. Ker govorimo o vsaki racionirani preskrbi, tudi buržoaznih, meščanskih, demokratičnih držav, od Velike Britanije pa dobro, tudi do Nemčije ali pa tudi vojno gospodarstvo, ki ga je uvedla predvojna Jugoslavija, je imelo prav enake zadeve. Določiti, kaj bo vsak moral dati, koliko bo moral pridelati, zato da se to lahko potem zbere in se razdeli na točke. Torej, to je racionirana preskrba in to ni komunizem, čeprav so to pri nas začeli kasneje imenovati, da je to izraz komunizma. Odkup je namreč del racionirane, strogo načrtovane in nadzorovane preskrbe. Torej, ker vsi niso bili navdušeni in pripravljeni dati na razpolago partizanom za potrebe njihove preskrbe, pa tudi preskrbe prebivalstva. Namreč v partizanski državi je bilo osvobodilno gibanje glede preskrbe. Virov zanje vezano nase, torej na svoj teren, so se temu upirali. Mnogi so namreč videli v partizanih predvsem nosilce starega, ne toliko borce proti okupatorju. To je bilo bistvo za njihov odpor proti revoluciji, torej proti poseganju v njihovo lastnino. Krušno vprašanje, če ga lahko tako imenujemo, vprašanje preskrbe na način značilen za preskrbovanje vojske,
to je tako imenovane rekvizicije ali prisilni odvzem premičnin za nujne potrebe vojske, so politični in ideološki nasprotniki odpora izkoristili za mobilizacijo nasprotnikov oziroma njihovih pristašev proti osvobodilnemu gibanju. Iz vsega, kar se je dogajalo naprimer v partizanski državi spomladi in poleti 1942, marsikaj je bilo zelo napačno, so naredili komunistično revolucijo in v tem našli pojasnilo in upravičilo kolaboracije. So pa to želeli storiti že pred nastankom partizanske države. A zanjo niso našli pravega posluha pri okupatorju. Ko pa je bila prilika, dokaz jim je služilo početje osvobodilnega gibanja nove oblasti v partizanski državi, to je bilo sicer mnogokrat celo slabo, grobo in napačno, so mnenjski voditelji našli možnosti aktivirati svoje pristaše. Začeli so braniti dom, niso branili domovine. Tako imenovane vaške straže so nastale posebno za obrambo lastnine. Iz krušnega vprašanja so naredili komunistično revolucijo, to pa je bil razlog, da so se lahko oborožili, iz rok okupatorjev in začeli vojaško kolaborirati. Torej, skratka, rekvizicija kot običajen način preskrbe vojske, vsake vojske na terenu, ki je seveda breme za prebivalstvo, ni revolucija. Eno vprašanje, ki se nenehno veže na vprašanje pojmovanja revolucije, pa njeno izvajanje. Gre za vprašanje tako imenovanega revolucionarnega terorja, nasilja revolucionarjev, ki je stalni spremljevalni pojav vsake politične in družbene revolucije. Tudi tako imenovanih meščanskih revolucij, ki se jih rado imenuje in razume kot demokratične. Kot dovoljene, kar pa naprimer naj za komunistično ne bi veljalo. Ta naj ne bi bila dovoljena. Pa so imeli tudi meščanske revolucije vedno socialne in če nekaj razredne razloge. Ni pa nasilje, ki spremlja tisto, ki se razume kot revolucija, že samo po sebi revolucija. Revolucionarno nasilje ni revolucija, je pa lahko njen izraz, ki pride prav za njihovo početje tistim, ki te spremembe ne želijo. Je njen spremljevalni pojav za posameznika ali širšo družbeno skupino, ki je prizadeta s postopanjem tistim, ki izvajajo svoje ukrepe, ki jih sami sebi imenujejo revolucionarne, pa je revolucija. Poseganje v lastnino, zlasti če gre za vprašanje preskrbe, kot je v vojni običajno, torej z rekvizicijami, ni komunistična revolucija, pa čeprav je izvajalo gibanje, v katerem so imeli odločilno in vodilno vlogo komunisti oziroma njihova politična stranka. Zakaj je spremljevalni pojav zlasti politične nasploh revolucije nasilja, pa je jasno. Odpor tistemu in tistih, ki nasprotuje iz političnih, ideoloških ali pa tudi, kot sem rekel, krušnih imovinskih razlogov revolucij, kot jo razumejo in vidijo, spodbudi nasilnost revolucionarjev, predvsem posameznikov med njimi, saj so takrat oblast. Je pa to njihova nasilnost dobrodošla pri odločitvi za odpor revoluciji, za aktivno protirevolucijo. Če so revolucionarni nasilni, imajo njihovi nasprotniki po njihovem mnenju moralno in nasploh pravico do nasprotovanja, tudi za ceno kolaboracije. Revolucionarni teror je bil tako o vprašanju preskrbe dobrodošlo sredstvo za nastop proti svojim političnim in ideološkim nasprotnikom. Revolucionarni teror in partizanska rekvizicija, ki jih je nasilje tudi spremljalo, pa niso bili vzrok kolaboracije. To je bil povod in to je bil dobrodošel povod. V zvezi z revolucijo, izvedeno v drugi svetovni vojni pri nas, kateri eden bistvenih dosežkov je nastanek slovenske državnosti z lastnim zakonodajnim izvršilnim organom, je eno od vprašanj značaja slovenske revolucije v drugi svetovni vojni. Ali je bila to tako imenovana narodna revolucija, osvobodilna, ali bi bila prvenstvo socialna, torej družbena revolucija s prvenstvom razrednim namenom. To je veliko vedno vprašanje, okoli katerega se ne bomo niti zgodovinarji, niti kdo drug v slovenskem narodu nikoli zbogal. Odgovor je lahko enostaven ali pa zelo zapleten. Vse gre za celovito v vojni in vojaško in družbeno problematiko in dogajanje vpeto stvar. Pri tem se pojavi vprašanje tako imenovane dvofaznosti revolucije, kdaj in kako se iz ene stopnje, ki naj bi bila ena prva demokratična, narodna in osvobodilna,
zato naj bi bila upravičena preobraziti v tako imenovano razredno, torej družbeno revolucijo. To je lahko dolg referat o tej večfaznosti revolucije, ne bi tega zdaj tu načenjal, lahko pa v diskusiji o tem govorimo. Torej, način, zunanji znaki revolucije oziroma revolucijskega, torej revolucionarno nasilje, to pač spremlja revolucionarnost in njen sestavni del še ni revolucija. Revolucijo predstavljajo spremembe, ki jih doseže, ne pa to kako so te dosežene. Spremembe pa je doseglo spodilno gibanje. Izvedlo je spremembo oblasti ter ustvarilo državo z vsemi njenimi bistvenimi lastnostmi, torej ozemljem, kot sem že rekel, suvereno oblastjo in tistimi, ki so to oblast priznavali in so jo podpirali. Bistvo revolucije, izvedeno v čas druge svetovne vojne, pri nas je bila država, državnost, ki se je zaradi vojnega stanja in okupacije kazala predvsem v oblasti in v njenih priznavanju prebivalstvu. Eden od prvih izrazov tako imenovanega stanja, to je države v državi, je bilo to. Pa tudi priznanje ljudi ni bilo le zaradi njihovega strahu, ki naj bi izviral le iz revolucionarnega terorja, torej novih oblasti. Mnogokrat čujemo, da so se seveda podredili osvobodilnemu gibanju zaradi tako imenovanega zaščitnega odloka iz sredine septembra 1941. Vendar menim, da bi šlo pri tem, da so podpirali recimo državo v državi bolj iz prepričanja in tudi iz prepričanja, da so spremembe potrebne, da se staro ne sme vrniti. Torej, da so družbene spremembe potrebne in dobrodošle. Vprašanje nove oblasti, vprašanje nove organizacije jugoslovanske države je tudi ena izmed stvari, ki jih je dosegla revolucija, torej federativnost. Torej, to je bilo povezano z postavljanjem nacionalnih držav, če jih tako imenujejo, na osnovi pravice do samoodločbe naroda. Načelo, ki so ga sprejeli jugoslovanski komunisti v 30-ih letih, se je začelo uresničevati. Bilo je bistvo jugoslovanske revolucije med drugo svetovno vojno. Glede revolucije je šlo tako do vprašanja zamenjave oblasti na vrhu in vzpostavitve nove oblasti, njenih organov na dnu, na lokalni ravni, ter za vprašanje rešitve tako imenovanega nacionalnega vprašanja. Poleg zamenjave oblasti na vrhu z oblikovanjem AVNO-ja in njegove vlade NKOJ, konec novembra 1943 je drugi izraz revolucije izvedena v okviru jugoslovanske države, odločitev osvobodilnega gibanja za obnovitev jugoslovanske države v drugi organizacijski obliki. Torej šlo je za odločitev za federativnost, katere osnova pa je bilo, kot sem že prej rekel, načelo pravice naroda do samoodločbe. To je bilo del splošnega načela samoodločbe, ki je bila vgrajena v enem temeljnih izhodišč oziroma ciljev, ki so jih postavili zavezniki v boju proti silam vsi, torej proti istim sovražnikom, proti katerim so se borili partizani, jugoslovansko in slovensko osvobodilno gibanje. Pomenilo je priznanje možnosti izbire lastne oblasti, pa tudi način organiziranja države in njene politične ureditve. To načelo je bilo izraženo v Atlantski listini avgusta 1941, ko so zahodni zavezniki ali Američani in Angleži, torej Roosevelt in Churchill, to sprejeli. Zahodnim zaveznikom seveda režim, ki je bil vzpostavljen z revolucijo, da tako rečem, ali oblast, ki je bila vzpostavljena revolucijo v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno, ni bilo povsem povšeči, ni jim bil všeč, ampak so spoštovali tudi lastno odločitev izraženo v Atlantski listi, torej listini, da si lahko vsak po samo odločbi, po lastnem principu določa oblast. Priznali so jugoslovansko revolucijo, kateri del je bila slovenska revolucija. S tem pa je postala ta uspešna in s tem tudi legitimna. Revolucija med drugo svetovno vojno je bila v Jugoslaviji in Sloveniji zgodovinsko dejstvo. Je bila pogoj za državnost Slovencev, zato kar imamo sedaj, torej za samostojno neodvisno državo Republiko Slovenijo. Hvala.